Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tako, kako v tem norem, čudovitem svetu vendarle poskrbeti za svoje zdravje s hrano, z dobro bazo. In Simon nam je že tolikokrat povedala, ona je zdravstvena trenerka za hormone. Tukaj nam je povedala, zelenjavo je treba jesti, zeleno. Zdaj pa dejstvo je, da veliko ljudi ne more se na to navaditi, pa veliko te zelenjave rezati, pa uno, pa tretje, pa rabijo kakšen podporni sistem. In evo, snajdla en podporni sistem. Vidim, da si to dober. Ja. Se zmislila. Ja. No, absolutno moramo najprej povedati, da tole bi lahko rekli, da je velika solata, ampak jaz pojem ene 3 take. Ja, jaz pa vsaj ene 4 na dan. Ti pa vse ene 4, ne? Ja, na dan. Pa mogoče še 2 take pol še enkrat, no. Ja. Zakaj tako zagovarjaš to zelenjavo, pa solatke, pa vse te zelene zadeve? Sej v bistvu solata ni sam, da je zelena. Solata je predvsem neka sveža zelenjava, ki je fajn, da je tudi barvasta, ampak to zeleno je pa nekako, največ je pa zelenega pač v zelenjavi nekako. Ta klorofil, zelena kri. Ja, sej, rastline pač iz tega nam proizvajajo, reciklirajo naš CO2 in s pomočjo pač te fotosinteze in klorofila nam dajo kisik in seveda te ogljikove hidrate in to, da mi potem pojemo in spet se to reciklira. Evo, imam en izziv zate. Zdaj, videla si že pravzaprav, deklaracijo si že prebrala in veš, kakšno mešanco ti bom dala za pit, a ne? Alge, kalčki, ogromno, torej zelenja, a ne? In tole je kot napitek. Jaz sem dolgo časa iskala nekaj takega, pa da bi bilo užitno. Zdaj pa ti povedala, če je... Koliko je užitno? Imaš kakšno zeleno praškasto zadevo doma? Joj, imam, pa gledam tiste alge, pa ne vem, kam bi jih vtaknila, mislim, razen, ne vem, v kakšne smuti z banano, ki si pol naredim tako na hitro, ampak jaz nisem toliko za smutije, no. Tisti, ki mene poznajo, itak vejo, da pri meni ni toliko smutijev, jaz imam rada ta pravo zelenjavo. Sam res pa je, da tako rabiš malo čas za pojesti tudi solato, da jo prežvečiš. Si že zanj enkrat govorila, koliko je treba prežveči, da v bistvu prežvečiš, da je čist smuti. No, tole ni smuti, je koktejl, zmešano, pripravljeno v 6 sekundah, na zdravje. Diši lepo. Ja, moraš probati okus. Si pripravljena? Kakšno pato bom naredila zdaj? Iskreno nared. Ni slabo. Ne, da ne. Ne. Če bi dala mogoče malo takole še malo mente pa noter, bi bilo res koktejl. Pa imaš mento noter? Res? Ja. Ni švoha, ne? Pa limonco, če bi dala gor. Ja. Ni nagravžen, dober je. Ja, dejansko. Nisem naredila faco, lej. Ja. Delam se. Res, evo, prav me preseneti. Ej, probala sem vsej 20-30 zelenih pripravkov in vsi so bili negravžni. Ni slabo, ni slabo. Ne, prav tako svežilno je, ne? Ja. Dobar, ni zdaj to tortica, še vse glih ne, to moramo vedeti, ali pa neka peneča gazirana pijača, ne? Ampak ni neužitno, ni uno, da ne boš tega hotel. V redu je, bi se dal to piti. Tu bi mogoče tako, ko pridejo malo prijateljice, včasih tudi k meni, pa naredim solato, ker k meni hodijo na solato, ker sami si jo ne znajo tako dobro narediti, da bi jaz jo naredim boljš, ker jaz to vse tako narezuckam pa naredim, ne. In bom to ponudila, evo, tako za... Jaz imam to v torbici, a veš, da zato, da si zmeri pripravljen. Ja. Ali pa, ko greš na kafe, pa si v vodico noter... Takole v vrečki, ne? Ja, takole v vrečki. V vrečkico imaš in to lepo super narediš. Zdaj pa... A to bi šlo pol tudi takole, če bi tole polivke, veš, kaj jaz nosim takole za... Ja, to je pa tvoja ideja, ne vem, nared, ti si zraven, to vzameš, a ja, ko si vzameš solato za zraven, ne? Ja, jaz si tako sabo dam polivko, oljček, to zelišča in namest zelišč, ne, ker težko dobiš ekološka. To je res. Tole je ekološko, moram reči, da ne ekoloških zadev, veš, da sama ne podpiram, ker so polne pesticidov in vseh takih in drugačnih zadev. Se pravi, zdaj polivko delaš ti že iz tega. Ja, jaz sem imam tlele olivno olje domače, kis, jabolčni, lahko tudi kakijev. Evo, dobro zgleda. Evo.
Lepo se, ne? Si bom popestrila solatke. Lepo, lepo. Bueno. Sicer pa, če greva mogoče čisto od samega štarta, ne? Zdaj, kaj je tukaj noter, kar smo probale? Alge, kalčki, pšenična trava. Ječmenova trava, ne? Ja, ti kalčki recimo. Kalčki so ful fajn zadeva. Jaz se jih sicer malo bojim doma delati, ker se hiter plesen naredi. Ja, to je največji problem. In se lahko hiter z njimi zastrupiš, tako da moram reči, da sem pazljiva, kar se tega tiče. Ampak kalčki so precej zdravi, a ne? Ja, predvsem kalčki, no, to, kar je tukaj notri, ne, te kalčki iz brokolija. Zelo, zelo zdravi. In jih je res tudi, je nerodno jih sam delati, ne. Vsej bi jih lahko tudi si sam naredil in za žensko zdravje je to obvezna oprema. To, da o estrogenski dominanci sva že govorile, to pomeni prevlada estrogena, to so vse te ženske bolezni, endometrioze, miomi, ciste, tudi vozliči na ščitnici, boleče dojke, PMS, močne krvavitve. To je vse ta estrogenska dominanca in tukaj je problem presnove estrogena in te sestavine iz kalčkov, predvsem ta sulforafan, pomagajo, da se pravilno metabolizira, presnavlja estrogen, da ne pride do te estrogenske dominance in celo so znanstvene raziskave, evo ta ameriška cancer research kar raziskujejo raka, potrjeno, da ta sulforafan v bistvu čisti te rakaste celice pri raku dojke. To je prav znanstveno že dokazano. Tako da definitivno vse tiste, ki imajo probleme z te predispozicija, rak dojke, te miomi, endometrioze, te problemi, definitivno evo tele zeleni koktejl. Zelena kri, ne? In tudi pri ženskah, ki imajo močne menstruacije, pride do izgube železa in ta klorofila, ki je notri, ta zelena, ta lepa zelena barva, v bistvu zato se reče zelena kri, zato ker čisti kri, oplemeniti kri, regenerira kri. Tako da jaz lahko, evo, vse sem se prej pogovarjala, ker sem rekla še toliko let nazaj, ker sem si inštalirala to Mireno, ta vložek, pač hormonski, ker ti ga tako pač noter ubesijo. Jaz sem takrat, nisem še tega poznala, če ne bi tole pila. Ena gospa, ki je delala pač kitajsko medicino, mi je svetovala, da si spijem klorofil. Jaz sem pila klorofil in se je to zelo lepo ščistilo in se tudi rane prej zacelijo. Tako da po operacijah se to tudi lahko, te zelene klorofile se pije, da se prej zaceli. Ampak zakaj rabimo mi klorofil? Saj nismo rastline, mislim, čem je finta? Ja, klorofil je v bistvu, ta klorofil deluje tako kot tis hem v našem hemoglobinu, ki pač veže železo. Tako da je to nekako ena... In v bistvu daje kisik našemu telesu. Zdaj, če to tako zelo poenostavimo, v bistvu naše telo je potem bolj prekrvavljeno z kislikom in se lažje transportira po samem ožilju. In danes jaz opažam, da je veliko žensk, ki imajo pomanjkanje kisika v ožilju, v celicah, zato lahko pride tudi do krčev, predvsem na koncu na nogah. To sem jaz sama imela problem in je pomembno, da si mi dodajamo zelene zadeve, odnosno to zeleno kri, da se ščisti kri in da telo dobi dovolj kisika. In tiste, ki so seveda slabokrvne, definitivno jim pomaga. Jaz imam že veliko prakse, da ni potrebno, da se je ne vem kakšen meso in ne vem kaj za vse tiste, ki so slabokrvne. Lahko s takimi zadevami si izboljšajo krvno sliko. Evo, mi da bomo še malo srknile. Naši gledalci pa dobro si pogledajte še nekaj informacij o tem, zakaj zelenje, zakaj je pomembno in zakaj je torej res tista ta prava zelena kri. Zelena zelenjava je polna vitaminov, mineralov, antioksidantov in drugih pomembnih hranil. Vsebuje tudi veliko klorofila in ker je alkalna, pripomore k naravnemu razstrupljanju. Dokazano tudi zmanjšuje tveganja za številne zdravstvene težave. Pojeste torej dovolj zelene zelenjave vsak dan. Največ dobrega beljakovin, klorofila in vlaknin bo seveda vsebovala ekološka zelenjava,
Tako danes naštejemo nekaj zelene zelenjave, ki bi jo morali uživati redno za dobro dozo naravnih vitaminov, mineralov, beljakovin, vlaknin in zelene krvi, klorofila. Dobra izbira so kalčki, pšenični, ječmenovi, kalčki brokolijo. Odlične so trave, ječmenova, pšenična ter alge klorela, spirulina pa listi poprove mete. Že majhne količine znatno pomagajo k boljšem počutju. Zaužite torej več zelenja, za več zdravja. In naj bo to zelenje ekološko. Zelenje, evo, midve ga imava v... Meni je to tako dobro, sem se spila, le. Si se spila, bravo, dejansko. Ne, dober, tole je res nekaj, kar zgleda zelo negravžen, ampak ni, ne? Večina ljudi se ustraši te zelene barve. Ne, je fino, imaš kole flaško z vodo, tak. Cep, takoj si hiter. Zdaj, mogoče še nekaj besed, tukaj sva rekli, spoznavali, aha, kalčki, alge, odlično. Tukaj notri recimo pijeva tudi pšenično travo. Pšenična trava ima več kot 36 vitaminov, mineralov, fajn stvar, ne? Ja, pšenična ječmenova trava, če je mlada, ne, tako da mora biti mlada, ker čim je že starejša, imaš druge pol sestavine, sploh mi, ki smo tečni zaradi glutena, pa tega aglutenina, ne. Tako da zelo dober vir tudi teh aminokislin, ki jih ženske potrebujemo, ker so aminokisline transportirajo naše hormone po telesu in multivitamin. Multivitamini, multiminerali, res koncentrat. Tako da definitivno v današnjem svetu, ko smo zelo v stresu, je tudi poraba našega telesa večja. Tako kot, če damo mi motor na full, je poraba višja. Tukaj pa je tudi poraba vseh vitaminov, mineralov višja. Tako da jaz včasih poslušam, ja, danes ne rabimo, lahko vse s hrano. Ne gre vedno, ker smo toliko v stresu, ženske pa še posebej smo bolj občutljive, ker imamo pač drugačno hormonsko sestavo, da je potrebno več vnašanja hranil, ker jih telo toliko hitro počrpa. Toliko hitro jih počrpa in pol smo utrujene, pa slabokrvne, pa imamo probleme s ciklusom, ker vsaka ženska, ki ima probleme s ciklusom, je že nekaj narobe, da ni normalen. Ja, ampak večini je... Plus smo to, da nismo naspane, pa utrujene, to. Ampak ta stres toliko požira vitamine, minerale, da jih moramo mi tudi dodajati. In če jih dodajemo, potem nas telo ne bo pustilo na cedilu, ne bo toliko hitro prišlo do neke bolezni. In zato je za ta današnji življenjski slog v bistvu tak pripravek je zelo, zelo dober, tako da boš mi eno škatlico odnesla. Veš, da ti bom. Ne, pa tudi... Praktično. Praktično je, pa ni zdaj spet to tukaj drago, tole ena vrečkica te pride manj kot kofeja, veš. Pa se mi zdi, da rabimo več različnih načinov, kako uživamo zadeve. Jaz jem kar nekaj prehranskih dopolnil, sploh v tem obdobju, ampak imam rada, da lahko kaj spijem na tašen način, da ne rabim zmeri goltati nekih tablet. Ja, je prijetno, da se... Pa dober je. Takole lepo v kozarčku s prijateljicami, magar tudi, ko se gre, ne vem, jaz vidim, tudi, ko gremo tako na sprehode, jaz veliko manj hodim, da si takole v flaško dam, čak in si spijem, da ne pijem sam voda, kje se moram vode piti. A res? Brez, mislim, tako, sam voda. Meni je to, ne vem, občutek, da me spira, sem utrujena, jaz moram nekaj noter dati in tole je glih prav. A te nekaj, jaz pa nijem težav. Čak. Samo voda. Vsaj limona, mislim, mora biti nekaj noter, no. Včasih ima kakšne napitke, s kakšnim kolagenom pa to, ampak tole je pa zelo fino. Super. Sicer bojo pol me tako gledali, lejo, ki se s hrano ukvarja, lej, kva pije zeleno. Daj govorijo, lej, kaj češ. Ne? Ja, lej, super. Upam, da bomo zelene pol rata, lej, marsovci. Sva rekli kalčki, sva rekli travice in sva rekli alge tudi, ne, so tukaj notri, kar pijeva. Ja, alge tudi, klorofil. Alge so najbolj negravžne, to je... V bistvu ja, jaz imam to, kaj imam, klorela, spirulina, tisto v prahu, joj, mislim. Ampak tukaj dejansko... Če kapslo še nekak bi šle dolno, ampak tole mi je pa... Tukaj je dejansko to noter, ampak ne zapaziš, po moje zaradi poprove mete. Ja, menta se dosti kad daje v te klorofile, da pride tak fajn vkus, ker klorofil je tudi naravni deodorant od znotraj.
Ja, tako da slab zadah, tudi tisti, ki imajo zelo tak pot, ki je neprijetnega vonja, v bistvu čisti organizem in seveda to je tudi za razstrupljanje telesa. Tako da razstruplja jetra, zato ker v bistvu sodeluje v tej drugi fazi razstrupljanja naših jeter, kjer podpira to drugo fazo, da telo izloči vse te strupe iz telesa. Še posebej recimo tisti, ki kadijo, se jim ustvarjajo posebne kemikalije, pa mogoče tisti, ki jejo veliko mesa, pečenega, žarc na visokih temperaturah, so tudi določene sestavine, ki so lahko škodljive. Pa plastika, ki jo danes nas okroža. Ja, ta mikroplastika. Hrana, ki je v plastiki, pakirana in to, tudi to odstranjujejo te alge, potem kalčki. Predvsem te trava, ječmenova in ta klorofil tudi. Acerola je tudi noter dodana. Acerola, to je v bistvu zelo dober vir C-vitamina, tem je finta. Ja, acerola je taka antilska češnja, ki se v bistvu zeleno uporablja, pa ni tako, kot naša češnja, nima peškico noter. Ampak je kot en mini jabolček. En tak mini jabolček in ima izredno veliko C-vitamina, tako da za ene par pomaranč bi lahko rekli. Wow. Ja, da je zelo močna. Lepo podporno deluje z algami, kalčki in vsemi temi, ne? Ja, saj C-vitamin je vedno en tak vitamin, ki v kombinaciji z ostalimi so vsi potem še en drugega podpirajo. In seveda za kožo, za lepo kožo, to je napitek tudi proti kakšnim aknam, tisti, ki imajo aknasto kožo, zelo blagodejno deluje, ker ima veliko A-vitamina, in kalčki, in ječmenova, pšenična trava, ogromno teh vitaminov, tudi A-vitamina zelo veliko. Sveža zelenjava je, tega premalo pojemo, tudi zelenjava, ki jo nekako naberemo ali na vrtu ali pač kupimo, ni toliko bogata z vsemi temi vitamini, minerali, ker zemlja ni bogata. Tako da je fino, da je danes že skoraj taka nuja, malo enih takih zelenih napitkov. Zeleni koktejl. Zeleni koktejl. Zdaj, po moje, si me malo prepričala, da mi je začela tudi malo take stvari piti. Ja, pa praktično je. Moram reči, da sama nisem navdušena, da je dejansko vsak odmerek v eni vrečki, zaradi tega, ker to ustvarja neke dodatne odpadke, ki niso potrebni. Ampak po drugi strani mi pa pretehta to, da vendarle imaš v torbici in da si zmeri pripravljen. Ker Bog ne daj nesreče, da si na poti in da pristaneš z edino opcijo, da si moraš vzeti nekaj na bencinski črpalki. Ali pa v neki restauraciji, kjer nimajo absolutno nič na jedilniku. Ali pa v tem smislu. Če že tudi, pa si lahko tudi malo potrosi, pa se malo pokombinira. Čeprav tako je, ker si zdaj omenjala to na pumpi, pa takole okrog. Jaz ponovadi, če grem na pot, kadar imam kakšna predavanja, pa se vozim. Si vzameš s sabo? Jaz takrat tisti dan sem bolj na enem takem postu. In si pol bolj vzamem neke pijače, ali si kakšen čaj naredim, evo, zdaj si bom pa to dala. No, vidiš. In tako za emergency, da imaš, da si vodo kjerkoli dobiš, cak, lahko tudi tu na flaško pošejkaš in je lepo. Zelenje je tudi počutje drugo. Tako, pa veš, da si nekaj zdravega. In ne ješ pol svinjarije, tam, ki si jo na hitro nekaj roglički. In doskrat tudi ni časa, da bi si nekaj pripravljal za na pot in podobno. Tako da jaz dosti, kad grem na pot, izkoristim to kot en tak mal bolj na easy dan, da ne jem toliko, saj ni treba tudi, da vsak dan toliko jemo, ker itak too much preveč jemo. Danes si pa itak solatko zraven prinesla. Tako da, solatka je pa, čeprav viš kaj, včasih mi tudi te solate malo so tlele gor, pa pol si kakšen dan frej vzamem. Ker sem bila na poštu, 4 dni, sem začela hrano spoštovati drugače. Drugače gledati na hrano. Ne rabimo jo toliko, kot jo tudi.